Drage sestre, dragi bratje, nekaj oznanil, preden se vrnete v cerkev, bi vam rad posredoval. Kot ste slišali iz medijev, cerkev ponovno odpira vrata s 4. majem, s ponedeljkom. Vrata manjših župnij seveda se odpirajo nekoliko drugače, kakorkoli že. Tukaj so redne maše ob sobotah zvečer kot nedeljska maša, zdaj, ko je letni čas, v sobotah ob 7. zvečer ob 19. uri. Ker je še vedno nevarnost širjenja koronavirusa, so škofje določili omejitve glede obiska cerkve. To se pravi, popolnoma novega je, da boste morali v cerkev priti z masko in si tudi pri vhodu v cerkev razkužiti roke. Bo pripravljena steklenička razkužila. In seveda, glede na to, da mora biti med posameznimi verniki v cerkvi razdalja 1,5 metra, to pomeni, da v vsako klop pravzaprav sploh ne morete iti, ampak lahko samo v vsako drugo klop. In če smo natančni, ker so klopi zelo kratke, pravzaprav vsako drugo klop samo po en vernik. In sem površno preštel, koliko bi vas ta cerkev po temi pogoji sprejela. Površno gledano med 25 in 30 vernikov. Ponavadi vas je prišlo 60, 70, 80 vernikov za nedeljsko mašo v soboto zvečer. Zato bi vas prosil, da zaenkrat še ne pridete vsi naenkrat, da po možnosti še ostanete doma, čeprav vem, da vam je težko, ker že dolgo niste bili v cerkvi pri maši, bi bilo vseeno mogoče bolje, da se malo porazdeli to. In tudi sicer je treba paziti, da ne pridemo bolj blizu kot na 1,5 metra. Tudi ministranti, če bi prišli, bi morali v zakristijo, pravzaprav verjetno sploh ne bi mogli vsi naenkrat se prevleči, ker je zelo majhna zakristija, ampak mogoče po 2 naenkrat, pa tudi tukaj potem ministranti 1,5 metra narazen. Torej izjema pa ste tisti, ki ste člani istega gospodinjstva, tisti pa lahko sedite skupaj v klopi. Tako, iz tega naslova bi seveda cerkev sprejela mogoče tudi kakšnega več. Tisti, ki ne boste mogli še priti v cerkev, ali pa ki se boste raje odločili, da še ne bi prišli, seveda spremljajte še naprej sveto mašo po Radiu Ognjišče, po TV Exodus, po TV Slovenija 2, dokler bo. Torej, spremljajte mašo po medijih ali doma molite. Nekaj svetih maš je tudi v arhivu župnijske spletne strani. Tako, škofje tudi določajo, da nedeljsko sveto mašo lahko nadomestimo tudi z obiskom delovniške svete maše. To se pravi, da obisk pri delovniški maši v teh časih popolnoma zadosti zapovedi nedeljske svete maše. Žal v tej župniji delovniške maše ni, ki bi bila redna. Včasih se dobimo na sredo zvečer. Če bo potrebno, bomo daljnoročno uvedli tudi tukaj še delovniško mašo. Lahko pa poskusite priti k delovniški maši kje drugje, recimo v Krisovcu je ob delovnikih prav gotovo dovolj prostora. Ob nedeljah pa zna biti tudi problem. Ravno zato, ker mora biti dovolj razdalje med verniki. Tako, toliko glede teh oznanil na hitro. Nihče ni pričakoval takšne hude preizkušnje, kot je prišla na nas. Upajmo in molimo, da bi se ta katastrofa čim prej ustavila. Seveda je odvisno tudi od tega, koliko bomo ubogali in koliko bomo molili. Pa še to, torej glede samega poteka svete maše, kot sem omenil,
vi boste žal pač morali imeti maske ali če nimate maske, šal, nekaj čez usta. Meni, hvala Bogu, maske ne bo potrebno nositi, edino med svetim obhajilom pa moram imeti masko čez usta. Tak je predpis. No, upam, da se bom navadil in škofje določajo, da je v tem času mogoče obhajilo prijeti samo na roke. Takrat, da boste dali masko, boste sneli masko in jo držali v rokah in prejeli obhajilo na roke in se spoštljivo obhajali. Tako, toliko na hitro. Res pač ne bom zameril, če ne boste še prišli k sveti maši, čeprav vas pogrešam, hrepenim potem, da bo enkrat občestvo v cerkvi, ampak torej glede na to, da je ta virus tako zelo nevaren in da je trenutno res najbolj množično, torej prva, ki je omogočala zbiranje množic nazaj, je ravno cerkev in zato se moramo res odgovorno obnašati, da ne bi bilo kaj narobe, da ne bi bila ravno cerkev zopet kriva za širjenje virusa. Pa še ena stvar, če slučajno res ne bi mogli priti v cerkev, cerkev bomo verjetno morali zapreti, ko bo polna, stati pred cerkvijo tudi pravzaprav ni dovoljeno, zato ker sežemo pod civilni zakon, pod civilni predpis, ki pa ne dovoli več kot 5 oseb skupaj zbranih. Tako da se boste morali razkropiti, če ne bi mogli not priti, se boste morali razkropiti po Sveti gori, po grobovih ali tudi ob teh lepih slikah, ki so na Sveti gori, ali pa oditi domov. Namreč ne bi rad videl, da bi prišli kakšni policisti ali drugi, pač, ki so za to pristojni, ne bi rad videl, da bi vam kakšno kazen napisali. Tako, no, dokler pa se stvari ne umirijo, želim torej, da smo pa v duhu povezani, veliko molite tudi doma, molite tudi za nas duhovnike, da bomo zvesti, pa lahko tudi za zdravje starejših duhovnikov, kaj izmolite, pa vsi skupaj za nove duhovne poklice. Z veroukom bomo pa pričeli takrat, ko bomo pričeli tudi šolo, torej če se šola res prične 18. bi se mi potem tukaj za verouk dobili 23. To pa še počakajmo čisto točno na navodila. No, zdaj, ko je maša ob 7. In se mi po maši pravzaprav načeloma mudi v dolino zaradi še enih obveznosti, boste morali biti obe skupini pred mašo. Ampak to pa še počakajmo na nadaljnja navodila. Mogoče bomo še koga dobili, da bi se ukvarjal recimo z manjšimi, jaz pa z večjimi ali obratno. Torej, življenje župnije lahko spremljate na spletni strani zasavska-sveta-gora.rkc.si. Trudim se, da jo posodabljam čim bolj pogosto. Življenje Kisoške župnije lahko spremljate na spletni strani župnija-kisovec.rkc.si. Škofovsko konferenco oziroma pač Katoliško cerkev v Sloveniji pa lahko spremljate na Bog naj bo z vami. Tako, naj vas spremlja Božji blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spet kliče nas venčani maj, k Mariji v nadzemeljski raj. Cvetlice dobrave, si venčajo glave, raduje se polje in gaj, raduje se
je in gaj.